Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v še eni oddaji Mladi na razpotju, kjer danes gostim skupino Baby Octopus. Skod ste drugače? Strbolj. Strbolj? Ja. Zdaj, da najprej predstavim, najprej imamo tukaj Martino Drobne, back vokalistka, in Jure Gorjub. Tvoja funkcija pa je? Lead vokal, pač glavni. Zdaj, na začetku vedno vprašam malce o tem, kako je skupina nastala, ampak vidva sta, kakor sem ugotovil, med najmlajšimi člani. Zadnje 2 loke. Kdaj sta vidva prišla v skupino? Jaz sem v bistvu en teden pred izborom za Štorku, kar je bil. Tako da tu je zdaj manj kot 1 let. Pa sem v bistvu en teden pred izborom sem prišel na vajo, nekaj tazga in pa direktno na oder. Je pa tu že nekako znan za nas, da to delamo, ker tudi basist mislim, da je prišel skoraj direktno na koncert. Tako da, ja, Martina pa tudi na Štorno, skoraj direktno. Kdaj pa je zdaj skupina dejansko nastala? Nastala je kakšne 5 let nazaj, to je bilo 2011, se mi zdi. 10. Ja, no. In takrat so bili na klubi B in so pač se menili za koncert. In je ta naš kitarist, Gašper Škraber, je v bistvu organiziral ta koncert in poje so se spraševali, kjer bi špilil sploh kot predskupina. Pa tako naprej. In poje so, ko so bili v Megasi enkrat, so po parih perih, se odločili, da bojo oni špila, čeprav niso imeli nobene vaje prej, pa neč. Tako da so v bistvu 2 tedna prej so se tudi odločili in so vadili, pa so celo odšpila, tudi. A pivo še kar igra pomembno vlogo pri kreativnosti v skupini? Je kakor parkiram, ne, zdaj. Imamo... Nekateri imajo vsak dan, vsako vajo skoraj, nekateri pa pač ne toliko, ampak ni toliko pomembno, bom rekel. Kaj pa je bilo pri vaji 2 tisto odločilno, da ste šli v to skupino? Ja, mene so v bistvu samo vprašati mogli, pa povedati mi, da so zadovoljni z mano, tako da jaz sem bil kar takoj za eno. Jaz sem se pa vštulila, kak mesec kasneje. Kak poseben razlog? Ja, meni je petje že od nekdaj ful blizu, sem pela tudi v zborih in sem se zmer želela tudi preizkusiti v eni glasbeni skupini in je prišla priložnost in sem jo zagrabila. Odkot pa ime Baby Octopus? Ja, kot smo zadnjič ugotovili, je bil to še najmanj butast predlog od vseh in ne vem, pač taka zanimiva kombinacija besed, ali ko ne rečem. Nima nekega globega pomena? Ne, da bi jaz vedela, ne. Mogoče oni, ko so pač spili že par pirov, so v tem videli, kak globi pomen. Da smo pač Baby Octopus in to smo in s tem smo zadovoljni. In to je to. Pa je zdaj ta mala hobotnica kot 5 let je zdaj že stara, je pridna? Ja, kakor se vzame, no. Včasih smo, včasih tudi nismo. Je pa zmrtko, da pa do koncerta zmrtko spelemo, da odšpilamo tako, ko je treba, pa tako, ko najbolj znamo. Kako se pa predstavnica ženskega spola znajde med vsemi moškimi? Med vsemi lovkami, Ja, zaenkrat je kar prijetno, se fajn zastopimo. Tako so me sprejeli, glede na to, da sem ta zadnja prišla v band, so me vsi čist super sprejeli, sploh Jure pač. In ja, ni nobenih problemov. Luštna skupina smo tako. Kakšno zvrst pa igrate? Ja, tako no, rock, hard rock, tiste stare komade, od AC/DC, Metallico, recimo, pa tako Iron Maiden. Pa ja, bolj rock, hard rock, pa tudi na heavy metal, kdaj, tako no. Pa igrate se trenutno samo priredbe, imate kaj avtorskih pesmi? Imamo celo 3 avtorske komade. Jure, jih boš ti predstavil? Ja, no, mislim, 3 so. Zdaj na koncertih jih lahko bolj podrobno slišite, drugače so pa Pesem mrtvih, Na peronu pa Monsters. So pa 2 slovenske, pa 1 v angleškem jeziku.
tako da smo tudi mali patrioti. Kakšna je tematika? Na Peronu je Ljubezenska in Monsters. Pesem mrtvih je pa, ne vem, kako bi tem rekel sploh? Eksistencialna tematika. No, to. Kakšne tematike vas pa tako najbolj zanimajo? Ja, mene osebno bolj to mir na sveti, pa vojne, pa to. Drugače pa očitno te, ko jih je naš kitarist napisal, so bolj ljubezenske, pa tako. Tako da verjetno je od posameznika odvisen, drug se pa prilagodimo takrat, ko je treba. Je kakšna razlika, ko na koncertu igraš priredbe, že znanih komadov ali pa avtorske komade? Ja, veš, mislim, znane komade je zelo lahko predstaviti publik, ker pač, če poznajo jih, pa zraven lahko pojejo, pa tako. Če imaš pa ti svoje komade, ko jih niti izdal še nisi, nekako. Pa, ne vem, prvič jih slišijo, prvi vtisi so pa to, bolj ko ne. Pa zaenkrat so tudi pozitivni, bolj ko ne. To je tudi tisi. Pa itak malo se gre tudi za to, look, I made this. To je zdaj naše, to mi damo vam in itak je malo ponosa, ko, ne vem, si predstavljam, ko en starš, ko otroka pošle nekam v svet. Kdo pa piše besedila? Zaenkrat Gašper. Zaenkrat sestri, ja. Vidva nimata nekih ambicij, da bi... Ja, počas bomo tudi medva, kaj napisala. Ja, jaz mečken pišem, sam tist, kar jaz pišem, ni glih za v rok komade. Pač tako. Mogoče za kaj bomo z baladam bolj. Ja, ali pa za kako zbirko poeziji. Koliko koncertov pa ste že imeli doslej? Ja, kot skupina zaenkrat, mislim, da jih je bilo 12. Tako da sva pa še medva zraven, so bili pa 4. In sicer prvi je bil predizbor za Štor, pol je bil Štor, enkrat smo nastopali v Delavskem domu, na Motošovi, pa Lukovica, sam tega se pa zelo neradi spominjamo, ker smo prišli domov zelo zmatran, pa zelo, zelo, zelo blaten. A je smisel, da se je kaj takega tam zgodilo ali kaj? Ja, ne, pač prizorišče pa oder je bilo bolj tako, pač amatersko narejeno. Tako ena anekdota, špilali smo v zadju kombi. Aha. Ja, kombi je bil z ene strani. Zadnji strani kombija. Z ene strani je bil kombi odprt, pa smo bili minut. In smo se glih kombi premikali, mene kitarist s kitaro toliko poram. Vsakič 5. Pa še vsa oprema gor. Smo se stlačili, ja. Pa je to bil velik kombi, ali? Ne. Ja, no, pač za kombi je bil velik, no, sam za oder pa ni bilo velik. Ja, pač vsakič, ko je kjer skočil, so še vsi ostali, pa skočilki nazaj par leto. Trampolin. Prav, to je bil verjetno tisti koncert, ki vam je najbolj ostal v spominu. Ja, pa ne v pozitivnem smislu, no. Kateri vam je pa v pozitivnem smislu ostal najbolj v spominu? Po moje kar Štor, no, ker je bil en tak debi. Pa feedback, mislim se, folka je bilo bolj malo, ampak tisti, ko so bili pa vsi zadovoljni, pa so nam tudi vsi prišli čestitati, pa tako, no. Sploh pač nama, ko so bila še bolj nova, je bil to za naj v bistvu prvi resen koncert in, ne vem, super je bilo, no, res. Kakšni so pa bili občutki, preden si šla na oder? Sem mislila, da bom živčna, pa presenetljivo nisem bila, no. Je bilo tisto veselo pričakovanje, dajmo, pejmo, odpojmo, imejmo se fajn. A to ste imeli prav koncert ali sam eno pesem, 200 predstavljali? Ne, prav koncert, za 1 uro programa približno. Kje je to potekalo? V Hrastniki, tam. Zdaj, kadar gostim glasbeno skupino, vedno vprašam, kaj pa z albumom? Pošteli smo. Ja, to moram povedati, to mi je kitarist naročil, da album je pripravljen, pesmi so pripravljene, samo mi še nismo pripravljeni, da bi jih začeli snemati. Zaenkrat imamo čisto premalo avtorskih komadov, ampak zbiramo material in bo, v prihodnjem letu ali pa 2 bo. Aha, no, da oboževalci se lahko pripravljajo. Ja. Zdaj si bomo vzeli malce predaha, potem se pa spet vrnemo, sledijo ekonomsko-propagandna sporočila.
V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. Vso opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki ne vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Po želji pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektroprom.si ali nas pokličite na 03 56 57 150. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom. Smo že nazaj v oddaji Mladi na razpotju. Z mano še vedno mala hobotnica, oziroma dvojec male hobotnice. Te zadnje dve lovke. Lovke. Tale majčka, so to na prodaj? Ja, mislim, niso na prodaj zdaj, samo smo jih forestali, no. Pa verjetno bomo še kaj delali, no. Pa tudi slejko prej, če kjer hoče. Ne pride na koncert. Ja, lahko pride na koncert, v domu, ne. Bomo zrihtali, da bo. Pa ste kdaj razmišljali, da bi imeli, recimo, maskoto prav na odru, hobotnico? Ja, to je zdaj odvisno od tega, kjer bi se mogel to hobotnico obleči, ne. Ne, mislil sem tudi mogoče plišasto hobotnico na odru ali pa kaj takega. Lahko našti. Ja, je bilo že na par idej, ja. Ampak zaenkrat do realizacije pa še ni prišlo, no. Martina, ti si mi sicer omenila, da si back vokal, pa si kdaj, recimo, tudi šla v ospredje, pa bila glavni vokal? Ja, v bistvu je par komadov, pri katerih jaz pojem glavni vokal. Eden izmed njih je I Love Rock and Roll, ki ga že v osnovi pač poje ženska. In sem pač, ja, za par minut prevzamem mesto lead vokalista, ja. Kak pa je občutek, kot si sam ti, ko se samo tebe sliši? Ja, se v bistvu takrat, ko jaz pojem lead vokal, mi Jure z back vokali pomaga. Ampak ja, je fajn občutke, no. In tako uživam v petju in mi vse en, ko pojem, sam da pojem. V bistvu zanima me to, če sta kot pevca do svojih vokalov sta kritična, recimo, do svojih. Vem, da bo tako zmenjen malo čudno, ampak sta vama všeč lastna vokala? Ja, do določene mere sicer moraš biti kritičen, ker itak, če fušaš, moraš to slišati in se moraš popraviti. Ampak ja, sej najbrž, če si ne bi bila všeč kot vokalista, ne bi bila vokalista, ne. Tako da. Kaj pa narediti na koncertu, če po nesreč fušaš? Ja, nič. Jed naprej. Show must go on. Drugega ti tak ne preostane, kakor da nadaljuješ. Zdaj je eno bolj težko vprašanje, ampak kje bo ta mala hobotnica, recimo, čez 10 let? Čez 10 let bo še kar mehna hobotnica, ne. Sam upajmo, da bo bolj poznana, pa bolj izkušena, pa tako naprej. Da bo bolj izpopolnjeno vse, pa tako. Tudi kaj bom že vzoni. Upajmo. Zdaj, eno vprašanje, ki se ga vedno tudi sam zastavim pri glasbi, a se da z glasbo živeti v Sloveniji? Težko vprašanje. To mi še nismo izkušali glih, no. Zaenkrat tako špilamo za male denarje, no, tako bom rekel. Glih to, da si stroške pokrijemo, če si jih, ne. Tako da zaenkrat definitivno ne, no. Ne vem pa, kako je z večjimi bendi, pa tako. Mogoče bo kdaj do tega prišlo, da so tudi daj živeti s tem. Upajmo. Če ne, pa bolj hobi to, da. Zaenkrat delamo na večji prepoznavnosti, ko bo pa prepoznavnost, bo pa tudi verjetno finančno kaj boljš, ampak ja, gre se nam pa za to, da špilamo. Pa ste igrali tudi že pred trboveljsko publiko, verjetno? Ja, smo. Na motozbori v Trbovljih, v Delavskem domu. To me zanima, ne? Pravijo, da je trboveljska publika v zadnjih letih zaspala, je to res? Ja, glih velikih ne pride, ne, sam... Mislim, včasih je definitivno bilo več folka, no, kot se spomnim, no.
Sam, ja, zaspala. Ni glih zaspala, sam ne vem, zgleda, da se jim ne ljubi glih toliko več. Zakaj, po vašem mnenju? Pa generacija se je zamenjala, pa ta nova generacija mogoče manj ven hod. Se bolj dobivajo na internetu, Facebook, Skype, tako naprej. Kaj smo se mi tudi, no, sicer, ampak smo še vse ven hodili. Mogoče je to problem. Ampak čutite pa, da ste prepoznavni v Zasavju? Pa ja, no, mislim, da vsaj neki nas poznajo. Tako špilali smo, pač v prejšnji zasedbi so že tudi špilali v Trbovljah velikrat. V parku 2-krat, v delavskem domu 1-3-krat tudi, ne se mi zdi. Pa v MCT-ju tudi. Tako da po moje se že prepoznajo, no, ko nas vidijo. Zdaj tukaj smo tudi zaradi enega prav posebnega dogodka, ki se bo zgodil v februarju, in sicer Mala hobotnica bo razširila svoje lovke tudi nad Ljubljano, ne? Tako je, ja. In sicer začetku februarja, se mi zdi? Ja, 12. februarja pripravljamo koncert v Ortobaru. Kako je pa prišlo do tega? Pač moj prijatelj vrti kot DJ muziko v Ortobaru in smo enkrat se pač pogovarjala čistko in je rekel, da nam lahko rezervira termin in da naj še eno skupino tudi povabimo, ko smo pa sicer Artenigmo, no. Tako da pač sam tu je bilo, pogovor je bil hiter, zmenili smo se, sem rekel, da naj nas kar napiše, da bomo zihar pa še špila. Aha, ste takoj to sprejeli? Ja, ne, sej tak, mislim, priložnosti mi ponovadi, kar sprejemamo, no, če je kaj, kar sprejemamo. Mislim, mora biti saj osnovni pogoj zadovoljen, čeprav lupica je druga zgodba, no. Ampak ja, no, ostalo pa osnovni pogoj, pač drugače pa. Špilamo tudi na rojstnih dnevih. Igrali smo na 50-letnico od Juretega očeta. Je bil kar dogodek, no. Tako da, če kdo nuca. Pa tudi tam je bil rock'n'roll prisotni? Ja, ja. So bolj je taka rockerska publika bila in... Pol ni, recimo, razlike, če imaš samostojni koncert ali pa če na porok igraš? Razlika je samo v tem, kdo je publika, ne. Zdaj na tem mehnem dogodki smo bili samo moja familija v bistvu, ne, pa prijatelji pa tako, ne. Če si pozvonite, pa še vsaj kjer drug sliš, pa da dobiš mogoče kritiko, mogoče pohvalo, ker ga drugega še bo tako. Pa še igrate? Tako da bi zato povabil na poroke pa to? Ja, če bi bil ljubitelj take glasbe, ko jo mi igramo, ja, bi se verjetno odzvali. Nič, želim vama še veliko uspehov naprej pri tej hobotnici, da bo odrasla prav eno prikupno živalco, se že zdaj prikupno, no. Se pravi, februarja v Ortobar, vsi, celo Zasavje. Nujno. Ker tisti, ko ga ne bo, bo hobotnica zelo jezna. Tako. Najlepša hvala, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za še en ogled oddaje Mladi na razpoti in se vidimo naslednjič.